Jezikanje. Vsak petek ob 8. Ja, da kar takoj začnem z mašilom. Ne, dobro jutro, cenjeni jezikalke in jezikalci. Danes bomo, bi rekel, jezikali o tem, kako pač izboljšati svoj govorni nastop. Dobro jutro, Ajda. Ja, dobro jutro. Ne, Tadej ni kar na lepem izgubil svojih veščin radijskega nastopanja. Lepo si prebrala. In Ajda ni kar na lepem izgubila veščin za interpretiranje, ampak sva na nek način želela že v uvodu današnje oddaje nasloviti najpogostejše napake, ki jih delamo pri govornih nastopih oziroma pri nastopanju. Tako, in na pomoč sva poklicala strokovnjaka oziroma izkušenega radijskega in televizijskega voditelja Boštjana Romiha. Pogovarjali se bomo o tem, kako odpraviti napake oziroma izboljšati svoj govorni nastop. In Boštjan pravi, da moramo najprej pri pripravi vsakega govornega nastopa oziroma javnega nastopa upoštevati enačbo 4K. Gre za 4 vprašalnice oziroma 4 vprašanja, na katera si moramo sami sebi odgovoriti. Prvo je, kdo sem jaz in v kakšni vlogi nastopam. Drugo je, komu govorim, kdo je moje občinstvo in kaj pričakuje od mene. Ja, recimo, če gre za neko strokovno srečanje zdravnikov, bo naš nastop drugačen kot na neki zabavni prireditvi. No, tretje vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, pa je, kaj sploh želimo povedati. Zdi se samoumevno, a v poplavi vseh javnih nagovorov od politikov do vplivnežev na družabnih omrežjih včasih tudi ni. Glede tega, kaj se mi sploh zdi, da bi človek moral ves čas biti do sebe en tak hudičev odvetnik. In za skoraj vsako poved, vsako misel bi se moral vprašati, kaj je sploh želim tlele povedati. Kaj je point, kaj je sporočilo. In ko imaš kdo plus komu plus kaj, ti ta enačba da ven odgovor na vprašanje, kako potem to narediti. Kar pomeni upoštevati kontekst. In zdaj, pod ta kdo, zelo važno je zadržati svojo identiteto, svojo avtentičnost, svoj osebni slog. Ker pri javnem nastopanju zelo hitro zaznamo, ko ti postaneš nekdo drug. Igraš vlogo in ti nisi ti. Slab original je pa boljši od dobre kopije, so včasih rekli. Gre za to, da kljub nastopanju poskušamo ostati avtentični, da se torej naš nastop ne razlikuje preveč od tega, kako sicer govorimo. Tako bomo zveneli bolj naravno. Je pa to kar težko. Ja, in ko sva že pri tem, kaj zveni bolj naravno oziroma kaj zveni naravno pri govornem nastopanju, branje zagotovo ne. Če bomo ljudem brali, pa če bodo ljudje slišali, kaj to je bilo vnaprej zapisano, sigurno zamudimo eno lepo priložnost za povezovanje, za dober stik z občinstvom. Eno določeno mero prepričljivosti sigurno zapravimo. Najboljš bi bilo seveda osnovne ideje zapisati, ampak potem ves čas težiti k temu, da jih prevajaš v ustrezno govorno različico. Kako se bo to dobro slišalo? Ali pa, jaz pravim, piši za uho. Ja, in to si bomo zapisali za uho. Kaj pa pravzaprav to pomeni? Ja, to pisati za uho pomeni najprej tako. Boštjan deli jezik tako po svoji teoriji na knjižni, pogovorni in govorni. Pogovorni jezik je po njegovi delitvi tisti, s katerim se pogovarjamo, s katerim se denimo midva pogovarjava na kavi, ko pripravljava jezikanje. Ne pogovarjava se tako kot zdaj v etru, ker je to vseeno nastop. Torej tak pogovorni jezik ni primeren. Hkrati pa zapisani knjižni jezik ne zveni naravno. Zato ga moramo nekako prilagoditi tako, da bo bližje načinu, kako zares govorimo. Spremenimo ga torej v govorni jezik. Vzemva tale referenčni stavek. Tako moramo govoriti, da nas bodo dobro razumeli. Ta stavek bi, če ga poveš z eno tako dovolj elegantno pa samozavestno dikcijo, zveni pravilno. Pa vseeno oba veva, da to ni zborna različica. Spustil sem veliko glasov. Ja, govoriti ne. Tako moramo govoriti, ampak res v govoru nihče ne reče govoriti. Rečemo, tako moramo govoriti. Govoriti ali pa govoriti celo včasih se na glasno mesto zaradi tega prestavi. Ampak tako moramo govoriti, tako moramo govoriti. In ugotoviva, da veliko glasov sem spustil. Kot rečeno, nedoločniki najprej izgubijo končni i, potem pa se določeni nenaglašeni glasovi opuščajo. Tako, čisto preprosto. Se pa s tem, ko ne beremo oziroma se pisanega teksta ne naučimo na pamet, lahko začne pojavljati vrsta motil
rečemo jim mašila. Ja, ta sicer lahko, če jih je malo, dajejo vtis spontanega govorjenja, če jih je pa preveč, pa lahko postanejo problematična, saj preusmerjajo pozornost nase, torej stran od vsebine povedanega. Po drugi strani pa te stanejo določene prepričljivosti, stanejo te neki, zaradi tega jih je dobro čistiti, ves čas izganjati iz svojega govora. Jaz bi tako rekel 2 recepta: postani lovec na mašila in predvsem z 2 vidikov, ker obstajajo tipična mesta, kjer nastopajo, ali pa obstajajo tipične situacije oziroma tipično notranje stanje, kjer boš začel ta mašila nizati. O ja, in takšni notranji stani sta denimo vznemirjenje ali pa nesigurnost. Obstaja en super primer, kako je bil Bill Gates na nekem pogovoru in ko so mu zastavili vprašanje o Epsteinu, koliko sta se kaj družila, kako je od tistega trenutka naprej začel nizati ogromno mašil, torej polglasnika. Torej nekaj živčnost. Ja, živčnost, in iz tega takoj vidiš, tole te je zdaj stalo nekaj, ker si nam zelo jasno demonstriral, da te je s tem vprašanjem sogovornik na nek način stisnil v kot oziroma si živčen. Pri nekaterih se torej pogosta mašila pojavijo takrat, ko ne govorijo resnice oziroma ko so vznemirjeni zaradi kakšnega drugega razloga, pri drugih takrat, ko so utrujeni, spet pri tretjih takrat, ko se preveč sprostijo. In poleg teh tipičnih situacij, ki so seveda odvisne od posameznika, obstajajo tudi tipična mesta, kjer se mašila pojavljajo pogosteje. Polglasnik ki je po mojem videnju najbolj pogosto mašilo, bo seveda največkrat nastopil na začetku misli. In potem začneš govoriti. In z njim zapolniš praznino, preden se oglasiš. Ne, seveda nastopa vedno na koncu stavka. Ne? Ko ti neko misel končaš in potem, kot da si ne upaš narediti pike in zaključiti povedi, dodaš ta ne, s čimer lahko daš vtis tega, a to pomeni, da smo nesigurni? Lahko daš tak vtis. Ni nujno, da je to psihološki izvor tega, ampak lahko daš vtis, kot da si ne upaš postaviti pike, to tako je in pika. Ampak da vedno malce povprašaš po mnenju, kaj ne? Ne? Ja? Ne? Ja, ima potem podobno funkcijo. Povprašaš ali pa zahtevaš, ne? Obstajajo tudi tako imenovani mehčavci, ki jih uporabljamo takrat, kadar želimo ublažiti to, kar smo povedali. To so recimo morbiti, denimo, nekako bi rekel, vsebinsko so pa popolnoma odveč. Ja, bom rekla, to niso nekako besede, ki se največkrat pojavljajo pri mladih, ne? Mašilo, ki ga največkrat zaznavam pri mladostnikih, je pač, in se nam je super zajedlo tudi v starejše generacije. Pač tako je. Kaj ste danes jedli za kosilo? Pač. Neverjetno, da lahko začneš z mašilom. Kam vse lahko daš ta pač? Ja, zelo so izvirni. Potem pa ena zabavna stvar, in sicer mašilo pravzaprav. Ga jaz imenujem v šali intelektualno mašilo. Namreč največkrat sem ga slišal takrat, kadar je človek učen ali pa kadar želi zveneti učeno. Da pravzaprav se moramo vprašati, kaj pravzaprav želimo s tem projektom pravzaprav doseči. Če malo karikiram, ampak če ste od zdaj naprej pozorni, kadar da nekdo zagovarja neka pametna stališča, kadar želi res delovati učeno, kadar je strokovnjak na svojem področju in želi torej neko akademsko ali pa intelektualno distanco vzpostaviti, se mi zdi, da takrat so ljudje večkrat nagnjeni k temu, da bodo govorili pravzaprav. Ja, pač pravzaprav dajo vtis, da vmes še malo razmišljamo, ne? Ampak kako se znebiti ali vsaj omejiti uporabo vseh teh besed? Seznam seveda ni kratek. Ja, prvi napotek Boštjana Romiha je ta, da moramo postati lovci na lastna mašila, in prvi korak je tega, da nekako identificiramo okoliščine, v katerih mašila pogosteje uporabljamo, in mesta, kjer se tipično ponavljajo. Pomaga, če nas na ta mašila, ki jih pogosto uporabljamo in so moteča, opozori nekdo iz okolice, ne? Težava mašil je namreč, da jih ponavadi sami pri sebi ne slišimo. Lahko pa seveda sami analiziramo posnetek svojega govora. Potem, ko si na to pozoren, torej najprej identifikacija mašila, jaz pa zelo rad govorim na koncu vsakega stavka ne. In potem se poslušaš. In naslednji zelo pomemben korak, bodi potrpežljiv sam s sabo, ker gre za spontan govor. In ne slišiš jih. To pomeni, da te bo vsakič malo zapeklo, zabolelo, ko ga boš slišal šele, ko je prepozno. Ker boš pa nekaj časa pozoren na to, se bo pa zagotovo, če boš dosti časa to delal, se bo zagotovo ta timing
prestavo. To pomeni, da boš pravočasno zaznal, kdaj bi rad rekel tisto mašilo in si enostavno naredil ali kratek premor ali pa nadaljeval misel. Pomemben del priprav na govorni oziroma javni nastop je tudi glasna vaja, torej da svoj nastop vadimo na glas, recimo pred ogledalom. To me spomni na eno situacijo, ki sicer ni vezana na govorni nastop oziroma na javno nastopanje, ampak ko nekoga poznaš že nekaj časa, slišal si, kako ga pokličejo po imenu drugi, prebral si njegovo ime, veš, kako je človeku ime, ampak ko ga prvič sam pokličeš po imenu na glas, Tadej, recimo, dobro, tebe sem že večkrat, ampak se kar zdi, se ustrašiš malo svojega glasu in zdi se ti, kaj če nisem izgovoril prav. In podobno je, ne vem, z nekimi besedami, ki jih pogosto srečamo v knjigah, če recimo beremo romane in potem, ko jo moraš izgovoriti na glas, kar ne zveni prav. Zato pa ja, vaja na glas. Če boš klavir igral na glas na koncertu, ga boš moral na glas tudi vaditi. In ljudje ves čas, to pa res vedno znova ugotavljam, podcenjujemo, ne cenimo dovolj super čudovitega učinka glasne vadbe. Dej samo povej, parkrat na glas, poskusi. V glavi lahko imaš misli, ki ti blazno jasno zvenijo, potem pa te misli nekako nočejo priti na jezik, ubesediti te misli, pa ne gre, ni tako enostavno. Ali pa to, ja, da samega sebe ne presenetiš s svojim glasom, da si sploh vajen bolj na glas govoriti. Večina javnih nastopov bo od tebe zahtevala, da boš nekoliko bolj dinamičen, kot si sicer. Če greva midva tjale na kavo, pa klepetava, ni problema, če jaz malo momlam, pa me kdaj vprašaš, kaj si povedal. Javni nastop od tebe zahteva več psihofizične energije, kar pomeni, da se boš tudi moral najverjetneje oglasiti nekoliko bolj glasno, kot si sicer vajen. In ja, glasna vadba, edina primerna vadba in vedno znova jo podcenjujemo. Ker, recimo, neka beseda je videti čudovito, ko je napisana, ko jo je pa treba izgovoriti, je pa... Se pa jezik zlomi. Ja. Ja, in ker vaja dela mojstra, Boštjan tudi pravi, da lahko za glasno vajo izkoristimo prav vsako priložnost, da nima vožnjo z avtomobilom, pa sprehod s psom ali pa pomivanje posode. S psom je tak lep. Lepa beseda v sklonu, ki ti lahko povzroči težave. Malo teže boste svoj govor vadili med poslušanjem podcastov, so pa ti primerni za kakšen premor, zato vas vabiva, da se na tega le naročite. Prihodnjič bomo namreč nadaljevali s tem, kako izboljšati svoj govorni nastop. Ja, v najni družbi bo spet Boštjan Romih in govorili bomo o tem neverbalnem delu javnega nastopa, o mimiki, o telesni govorici, med drugim o kriljenju z rokami, ki nam je lahko v veliko pomoč pri interpretaciji, a lahko, če je preveč intenzivno, deluje komično. Deluje lahko tako kot mašila v jeziku, le da jih izražamo fizično. Ja, še dobro, da ne jo samo slišite, več pa torej prihodnji teden ob enakem času na istem mestu.